kaj priporočata Klemen in Jani glede študija? Ne vem, zakaj Andrej. Jaz gledam tak... Verjetno, ker sva imela midva to debato, a veš, a se bo opisal on na turizem, pa bo zajebil. Mogoče. Kam naj se danes dijaku piše? Se pravi, kaj bi svetoval v enem? Ali pa se je bal, da bi Škraba rekel na matematiko, pa ni hotel tega odgovora. Ali pa ve, kaj bi Škraba predlagal. Tako da. Kaj bi ti enemu dijaku svetoval? Kaj reče, Jani, veliki čale, uspešen človek. Kaj ti meni priporočaš? Jaz se zdaj opisujem. Serijski podjetnik. Jaz se zdaj opisujem na faks, kjer faks ne izberem. Slušaj, mali. Sad slušaj ti mene. Sjedni pa. Mislim, ful stvari, ampak ok, zato, ker nimamo omejena časa. Ena stvar, ki verjetno bi mu dal, je, da si pogleda, a se reče temu ikigai. Tista, mislim, da je to neki japonski koncept. Ki govori o presečišču 4 področji. Eno je, v čem si dober, eno je, kaj te veseli, tretjo je, kaj svet potrebuje in četrto, kaj bi svet plačal, oziroma z čega delaš cash. In jaz mislim, da skozi to prizmo gledati na faks, verjamem, da bi lahko zbral boljš, kakor če ne bi. Kje vidim ponavadi problem? Ok, recimo, da zelo veliko ljudi gleda skozi ta del prizme, kaj mi je všeč. To recimo, da že nekako imamo osveščeno v naši družbi. To mi je všeč, sem ti bom šel tako za mehankarja, ok, to se mi zdi dober. Ful smo slabi v tem, da prepoznamo, kje smo ljudje dobri pa slabi, kaj nam gre od rok. Mislim, jaz se pa zdaj 29 ukvarjam s tem. Pa še nisem čist na koncu, kje sem res dober, pa kje sem slab. Pa se mi zdi, da sem res nadpovprečno dober v tem, da sem v stiku s samim sabo, kaj hočem početi, pa kaj ne, pa kje sem dober. Mislim, da povprečen človek je ekstremno delusional in ima pojma, kje je dober, pa kje ne, kje ima neke talente, da mu temu reči. Jaz mislim, da tle bi mi priporočil, da posveti nekaj časa razmišljanju o tem, da proba prepoznati vzorce, kje je bil boljši od ostalih, kje je dobil več komplimentov, kje izstopa v preteklosti. Potem pa to zelo malo vidim, da se ljudje ukvarjajo. Kakšni IT-ovci slišim, ki mi je jasno, pa reče, šel bom na free, na ferry, zato ker seveda gre v to smer. Ampak pa vidim nekaj ljudi, ki se upišejo, pa nočem zdaj disati nobenega, ampak ne vem, če se ti danes upišeš na umetnostno zgodovino ali pa na, kaj že ta primerjalna književnost ali pa na prevajalstvo. Filofaks je to vse. Ja, vse to je filofaks. Je tako, mislim, super, ampak upam, da imaš realna pričakovanja, koliko bo to vredno danes na marketu. Mislim, ker če imaš, super, pejt študent kaj hočeš, ampak če si pa nerealen, pa ti pričakuješ bolano plačo po fakulteti, mislim, po izobrazbi boš pa prevajalec v letu do 32, ki praktično, mislim, bo AI ti prevedel boljš, kot lahko človek, si delusional in ta tvoja iluzija, v kateri živiš, ti zna škodovati. In če si realen, super, pejt na filofaks in na vse te smeri, če imaš seveda neka realna pričakovanja. Potem četrta, pa zdaj, čemu je svet pripravljen dati cash? Čemu, pa kaj potrebe, kaj so neke potrebe, ki bo folk dal cash za to? Zato, ker ni čistko v današnjem sistemu, da več vrednosti, ki ti prineseš, sorazmerno si nagrajena, ni čistko. Eden pa nese ful neke vrednosti, pa ni toliko nagrajena. In zato zavedanje, kdo je nagrajen, kjere funkcije so nagrajene, kjere pozicije, kjere izobrazbe nagrajena. In skozi ta model mislim, da če bi dal nekaj časa v razmišljanje, da bi lahko prišel do dobrega odgovora, kam naprej.
Ja, super, super. Ja, spet si pokril, jaz se strinjam čistem. Jaz bi mu dal mogoče take praktične nasvete, a ne. Se pravi, prvo, da ko si izbereš smer, ko si izbereš faks, nujno se pred tem dubi z nekom, ki dejansko dela na tem področju in je mogoče celo najboljši v Sloveniji, najboljši v Evropi in ga vpraši, a je smiselno, da grem jaz to študirati, ker veliko stvari za veliko ljudi, za veliko pozicij, za veliko znanj, ti v bistvu sploh fakultete ne rabiš in v bistvu boš tam zgubil čas, mogoče se boš malo zafrustriral nad področjem, ker ti ne bo zanimivo predstavljeno. Ne? Tako da recimo moj primer, tisti, ki hoče biti UX designer, ne iti na faks. Absolutno ne iti na faks. Ne? Tako da to. To plus, da bi s tem dobil lahko vpogled, kako izgleda njegovo življenje, kot nekdo, ki uspešno opravlja ta poklic. Tudi. To se mi zdi ful pomembno. Ja. Folk gre na pravo in nikoli ni preživel nekaj časa s folkom v 40-ih, ki so odvetniki. Ja. In pa so presenečeni, moram pa do 7 biti v službi. Tako, ja, pa biti zdravnik, ne vem, karkoli. Ja, mislim, kar veliko časa nameniš za šolanje, ka pa se ti lahko zgodi, da na koncu ugotoviš, da ni to prava smer zate, ali pa se ti je zamorila. Ne? Tako da veliko ljudi se dobi s tabo zelo, zelo z veseljem. Zelo z veseljem. Če iskreno napišeš mail, če iskreno napišeš na Messenger, jaz sem ta pa ta, odločam se za študij, rad bi bil psihoterapeut, ti si psihoterapeut priznan v Sloveniji, a se lahko dobiva na 30-minutni kavici. In prideš lepo z vprašanji in kaj bi ti naredil, če bi bil jaz? In on ti bo dal mnogo bolje stvari, kot kar svetovalka v srednji šoli. Ne? No to, druga stvar, ki se mi zdi ful pomembna je, da bi celo rekel ne iti na družboslovje. Ne iti družboslovne stvari študirati, ker lahko se to sam izobraziš. Veliko bolj učinkovito. Če tukaj govorimo marketing, FDV, ekonomske, ne te tehnične smeri, družboslovne. Filofaks, če te zanima filozofija, sam lahko predeluješ to. Ne? Boš z veliko večjim veseljem. Ne nujno sam, ampak ne pa nujno v tem kontekstu. Se ni alternativa, zdaj si na fakulteti ali pa sam doma. Mislim, ne, bolj sem mislil, karkoli drugega, lahko so to kursi, lahko so to mentori, lahko je to karkoli. Ne rabi biti uradna pot za to. Če imaš dovolj samozavedanja, če imaš dovolj prepričanja vase, da si ti sposoben po svoje hoditi v lifeu in boš konsistenten pri tem. Zato, ker marsikdo bi rekel ček, ampak zatakna se bi pa pri tem, ker sam doma ne bo naredil nič. In bi pa zato, ker rabi neko zunanjo motivacijo, mu pomagali, da gre na faks. Tudi to bi tle rekel. Če si ti model, ker ne moš doma brati knjige pa delati, ampak rabiš enega učitelja, da ti pove v ponedeljek ob 7 bo tle. Je kolokvi, ja. Ja, 5 na faks. To je res, ampak vse ne iti na družboslovni faks. Ne iti z nerealnimi pričakovanji. Skoraj vedno imaš nerealna pričakovanja. Če greš ti marketing študirati, zdaj lahko razjezimo veliko število ljudi, ampak jaz sem bil zelo blizu temu področju med faksom. Se pravi, študiral sem na ekonomski, ampak nisem marketing, ampak sem bil dejaven v marketingu. In zelo hitro začel tudi delati. Ne vidim nobenega jusa, da greš ti marketing študirati. Noben te ne bo zaradi tega zaposlil, zaradi diplome. Veliko boljšo izobrazbo lahko sam dobiš. Sam spet, ne nujno čist sam. No. Ampak prek knjig, prek interneta, startup narediš, v teh 4 letih pač se malo hečaš z marketingom in boš 100krat bolj zaposlil, kot nekdo, ki ima 10 na FDV-ju iz marketinga. Ja. Če, seveda, še enkrat, ne bo to pomenilo, da si 1 leto v fletu in ne narediš nič. Ja, seveda, to nikoli ni dobro. Ja. V nobenem kontekstu ni dobro. Jaz poznam ljudi, ki so probali to in so rekli, po 1 letu sem jaz ugotovil, da sem praktično zapušaval celo leto. In potem sem šel na faks samo zato, ker pač sem ugotovil, da rabim neko okolje, kot je faks, in to je zame edino okolje, kjer saj nekaj damo od sebe. Ne? Ja, jaz bi takmu, k marketing, takoj ti imam nov besedo, k marketing želi, bi mu rekel, pej delati nekam. Za zelo malo keša reči, namesto da sem šel študirati, sem jaz prišel sem, a me lahko vi učite.
pa ne boš v bistvu doma sedel, ne boš v bistvu pušen. Prišel boš v službo, ne, vsako jutro. Veš kaj? Čakaj, ti si hotel neki. Ne, se kar bom. Ja, recimo, se mi zdi, vsi tle smo zelo praktično naravnani. A ne? Ja. Mislim, tudi vidva še dosti bolj, kot jaz, akademsko podkovana, ne? Ne bi rekel. Ne, mislim, vsaj neko izobrazbo sta dala čez. Pa, mislim, tako, Jaz diplomiral nisem, ti si diplomiral, to je pa to. Ja, no, to je že ena stopnja. No, više. ok, povej svoj Ja. point. Ne, mislim, mi trije se zavedamo, da smo zelo praktično naravnani. V smislu, nas ful zanima, kako dati nekaj stvari v prakso. Jaz zdaj razmišljam, da verjetno obstaja nekdo, ki je kontra moje osebnosti in za njega pa ne znam dati na svet. Veš, ker jaz vidim, da res noče iti v prakso. Jaz vidim enega pravnika, ki noče nikoli biti na fucking sodišču, on hoče samo akademsko sfero razvijati. In za tizga je na svet pet nekam delati, mogoče slab. Ne vem, to je daleč ta osebnost za me, da nisem ziher, kak je na svet za to osebo. Tak je prišel do tebe, pa rekel, Jani, tebe bom vprašal, kaj ne grem študirati, ali pa mene. Že Se on že je v šel osnovi zajebo. Ne. Ja, se zajel čisto. Ja. Ne, ampak sfiltriral se je, ne? Je bolj praktikant. ja. Ni tako, ne bom nič spraševal v življenju in bom res. sam šel, kamor mi družba govori. No, ampak zdaj, ko smo na podcastu, je mogoče dobro, da damo tako opombo, ne znam dati na sveta z nekoga, ki ga sploh ne zanima praksa, ki hoče res biti akademik, ki nima niti mal noge, kjerkoli uda v praksi. No, če hočeš biti profesor, Ja. boš se dubil s profesorjem, se pravi, naj na svet Ja. je bil dub Ja. se s profesorjem to je in ti res. bo on povedal, To je moraš res, iti ja. študirati in To je res, bo ja. on pokril. Ja, good point. Jaz si upam javno reči, ne iti študirati družboslovja, ker lega behind, ne, se pravi, zaostaja za prakso. Drastično. Zaostaja toliko, da je v bistvu že narobe.